No, zdaj pa čas, da gremo na zeleno travco. Pa ne na tisto, ki jo je predpisal zdravnik, ampak na tisto, ki je včasih zvezda sobotne žurke. Zdaj eni hočejo, da bi ta travca postala legalna, ampak poglejmo, kaj bi to pomenilo za prometno varnost. Predlagatelji se sklicujejo na 35. člen ustave, po katerem bi omejevanje posegalo v pravico do svobodnega uživanja konoplje. Ko pa posameznik se usede v avto za volan, pa s tem, če je pod vplivom konoplje, posega v pravice drugih udeležencev v prometu, s tem pa v bistvu tudi krši 17. člen ustave, pravica do nedotakljivosti življenja. Strokovna javnost na področju zagotavljanja prometne varnosti meni, da je prva pravica, ki ima prioriteto, pravica do človeškega življenja. Če je voznik pod vplivom konoplje, je dokazano, da obstaja bistveno večje tveganje, da pride do prometne nesreče, tudi bistveno večje tveganje, da prihaja do smrtnih žrtev v teh prometnih nesrečah, s čimer je potem ta pravica do človeškega življenja ogrožena. Torej, specifična pravica določene skupine ne sme poteptati temeljne, torej krovne pravice nas vseh. In s tem bi pravzaprav lahko zgodbo na tem mestu že kar zaključil. To so pač osnovna življenjska načela. Ampak, a bi vseeno mogoče lahko najdli kakšno možnost, da bi te obe ustavni pravici nekako sobivali, da sploh ne bi prišli navzkriž. Se pravi, da bi lahko nekako popolnoma ločili tisto žurko in pa vožnjo. No, predlagam, da pustimo čustva ob strani in pa da pogledamo objektivna dejstva stroke. Jaz mislim, da tega mehanizma ni. Tega ne moreš ločiti. Raziskave kažejo, da večina tistih, ki zaužije THC, dejansko potem tudi sede za volan v absolutno prekratkem času, se pravi, se ta učinek še ni izničil v telesu. Ko smo imeli v juniju evropsko akcijo droge in alkohol, je bilo ugotovljeno, da se število ugotovljenih kršiteljev, ki so pod vplivom alkohola in število ugotovljenih kršiteljev pod vplivom drog v teh državah, kjer so legalizirali konopljo, skoraj izenačuješ. V državah, kot smo recimo še Češka, Hrvaška, Slovenija, kjer pa to ni primer te legalizacije, je pa to razhajanje med ugotovljenimi vožnjami pod vplivom alkohola in drog bistveno večje. Kar do neke mere pomeni, da vendarle je pri udeleženju cestnega prometa še neka zavora. Kot jaz to razumem, torej šlo bi, ampak v idealnem svetu. V normalnem svetu pa si vse probleme zakuhajo že kar interesenti sami, zato ker se pač ne držijo pravil. Problem pa je, da je ta pravila tudi zelo težko natančno definirati. Nimamo nekih znanstvenih meritev, s katerimi bi lahko natančno določili, kdaj je pravzaprav zabave zares konec. Namreč testi zaznajo sledove uživanja tudi do en mesec po samem zaužitju, torej takrat, ko droga dejansko ne deluje več. Po drugi strani pa tudi takrat, ko mi mislimo, da je droga že popustila, se s tem telo še ne strinja. Telo vsakega posameznika različno odreagira na THC. Ne moremo reči tako kot pri alkoholu, ki ga pač že toliko časa poznamo, in približno vemo, kakšna je tista, če lahko rečemo, razpolovna doba alkohola v naši krvi. Pri THC-ju teh podatkov ni, zato ker je lahko tako različno vpliva na posameznika. Zato pač pravimo ničelna toleranca. Pri alkoholu so vendarle postavljeni že neki standardi, imamo neke izkušnje, tukaj jih pa nimamo, tudi zaradi tega, ker v bistvu ne vemo, kakšna je bila koncentracija v osnovi teh prepovedanih snovi, ki jo je neki udeleženec zaužil. In zato je praktično nemogoče, da bi udeleženec vedel, ali sta še, če karikiram, 2 dima dovoljena, ali 3, pa 4 že ne več. S tem ga seveda spravljamo v neko situacijo, kateri ni kos. Ampak tudi, če bi imeli natančno zregulirano travco, se pravi, s kakšno QR-kodo, na kateri bi vedeli natančno sestavo, bi se uživalci morali obnašati odgovorno. Torej,
travice nikakor ne mešati z alkoholom. Kombinacija namreč pomeni, da je učinek še bistveno močnejši, kar 25-krat močnejši, in z drugimi besedami to pomeni, da ne velja, da nam ena sobotna žurka pokvari samo nedelje. Zaradi sobotne žurke bi si morali rezervirati dopust tudi v ponedeljek. Pa naj vam demonstriram, kakšen naj bi bil pogled. Zdaj ta hip imam oklopljeno travico, torej THC. Jaz moram reči, da sem se teh drog pa zdaj že kar res naveličal. Bi pa pozval, da dajmo dilemo reševati z objektivnimi dejstvi. Namreč slišim, da promotorji legalizacije marihuane dejansko uporabljajo napačne trditve. Mladi so edini, ki res omembe vredno znižujejo številke povzročenih prometnih nesreč. Medtem ko vzporedno z alkoholom pa nismo čisto jasno komunicirali o konoplji, oziroma mladi so predvsem deležni sporočil o pozitivnih učinkih prej kot o realnih rizikih. In zaradi tega ozaveščenost alkohola, da alkohol in promet ne gresta skupaj, je visoka, medtem ko govorimo po konoplji, prometu pa ne. Tako kot smo slišali danes, so oni na nek način napačno informirani, kot češ, da če bom pa pokadil kaj, potem bom pa bolj varen voznik, zato ker bom bolj počasen, bom tudi bolj previden, ampak dejansko temu ni tako. Morda se hitrost res upočasni, ampak se upočasni zato, ker ti čutiš, da nekaj ni v redu s tabo, so pa vse ostale psihofizične sposobnosti toliko slabše, da težko preprečiš prometno nesrečo. No, pa se mi se ne želimo počasnih voznikov, mi si želimo normalne voznike. Mi si želimo voznike, ki bodo sposobni odreagirati v pravem trenutku. Pa te bo tudi videl, ko se boste pogledali, pa da te bo videl z zavestjo. Tako, ja, točno to. Tako da ne, počasen voznik še ni pomeni. Ne, ni varen voznik, ja, res je to, ja. Skratka, jaz vidim dilemo legalizacije konoplje tako, da bi mi kot družba morali reči ja, lahko, ampak prosim predlagatelji, dajte, predložite ideje, kako boste poskrbeli, da bomo imeli ločeno uživancijo in pa potem službo, vožnjo, naš vsakdan. Skratka, pravice in dolžnosti so kot vedno zelo, zelo tesno povezane. Zdaj, jaz iz mojega stališča vidim, da je teh dolžnosti v tem primeru bistveno preveč in da je dejansko predraga cena, ki jo moramo plačati, da bi to pravico tudi uveljavili. Torej, jaz osebno se strinjam z Adijem Smolarjem, ki pravi, še vedno je najbolje pri piru ostati. Zdaj te prime, pa te mine, punce ne ga strah. Še vedno je najbolje pri piru ostati. Pa da ne bo nesporazumom, si bo še enkrat sposodil verze Adija Smolarja. Namreč ta pravica pri piru ostati je pravzaprav v podrejenem položaju enemu drugemu verzu, s katerim se še bolj strinjam. Namreč še vedno je najbolje živ ostati. Torej, po sobotni žurki nikakor domov z avtomobilov, pa čeprav smo pili samo pivo. Pa če iz iste skladbe potegnem še eno, namreč Adi pravi, komaj sem stal, in pa domov sem šel raje peš. No, jaz pravim, če ste tako zelo vinjeni, potem se raje kam uležte. Nikar ne hodite po pločnikov, zato ker jaz kot voznik si res ne želim, da bi se zvrnili pred moj avtomobil. No, pa če ste zdaj pomislili, da ta vožnja domov ne bo več problem takrat, ko bomo imeli avtonomne avtomobile, no, nisem inženir za avtonomno vožnjo, s katerim sem se marca srečal v Veliki Britaniji, je moj interes po viskiju v bližnjem pubu hitro postavil na realna tla. What about drunk driving or using autonomous car after drinking in a pub? That would have to be a level 5. Following the rules of the road, you can't drink and drive. So, of course. So if somebody was to get in the car straight away and just press the button and say, take me home, and then there was no hands on the wheel, feet off, the AD car would do that kind of thing.
But if that person said, oh, I can drive this a little bit, that's a different technology we would have to look at. That's outside of the autonomous vehicle sphere. I mean, you'd have to make sure that the person wouldn't take over the wheel at any time. Yeah, there are ways, you know, the car gives you a breathalyzer test and says, no, you're not able to drive, I'll drive you home. The law could be, you can do it, but you've got to be sat in the back seat. Torej, avtonomni avtomobili še ne bodo rešili vseh problemov s substancami, ker bomo tudi v samovozečih avtomobilih morali biti ne samo prisotni, ampak tudi prisebni in pa odgovorni. To je zelo bistven podatek in temelji na tem, da avtomobilska industrija spreminja svoj pristop k ponujanju te avtonomne vožnje.